Tinnitus večinoma povezujemo z dolgotrajno izpostavljenostjo hrupu, glasni glasbi ali stresu. Velikokrat prizadene prav tiste, ki z glasbo živijo. V tistem času v bistvu je že se vedelo, da kadar dobiš tinnitus, je to lahko zelo problematično in ja, takrat me je začel pol ekstra motiti, ko sem, ne vem, recimo delal kakšno produkcijo in sem, ne vem, recimo štimal kakšne zvoke in potem, ko sem se koncentriral na zvok, sem vedno slišal pisk zraven. Velikokrat sem stal pod enim zvočnikom, se prav dobro spomnim, in sem prišel domov in mi je zvonil v glavi še, ne vem, 2-3 dni. Zelo zgodaj sem začel hoditi po klubih, se pravi, sem bil veliko izpostavljen glasni glasbi. Zdi se mi pa, da sem to opažati začel, ko sem začel delati v studiu. In sicer zato, ker v studiu sem imel bolj gluho sobo, kjer je bilo veliko manj zvokov, veliko manj šundra. In takrat sem ga začel opazovati dejansko tako, da me je začel motiti, zaradi tega, ker sem se začel fokusirati. In pol, ko sem se začel na to koncentrirati, sem ugotovil, da lahko v bistvu dejansko odmislim to, kadar se koncentriram na nekaj drugega. Se pravi, kadar sem začel nekaj delati ali pa razmišljati ali pa bil zelo skoncentriran na eno stvar, je pisk izginil. Pomembno, da znajo identificirati nepravilne miselne vzorce, miselne napake, potem da jih znajo identificirati in pa potem kasneje preoblikovati, da tiste pa psihoedukative, ker se učijo tudi dodatnih vsebin o anksioznosti, stresu, variablah, katere modelirajo, ki pripomorejo k tinnitusu ali pa ga zmanjšujejo, tako da je v bistvu celosten pristop. Psihologinja in psihoterapevtka Katarina Rebernak je sodelovala v projektu Skrb zase ob tinnitusu, ki je nastal v sodelovanju Zveze gluhih in naglušnih Slovenije in inštituta Neokorteks ob podpori Ministrstva za zdravje. Projekt temelji na kognitivno-vedenjski terapiji, ki posameznikom pomaga razumeti povezavo med mislimi, čustvi, telesnimi odzivi in zaznavo tinnitusa, ter jih uči strategij za zmanjševanje stiske. S tem se zmanjša tesnoba, stres in občutek nemoči, kar pogosto vodi tudi do manjše zaznave tinnitusa. Prvo srečanje z ORL specialistko, da se naredi psihoedukacija o tinnitusu samem, potem pa v bistvu je 8 oziroma 9 srečanj, zadnje evalvacijsko, po v bistvu shemi, katera je bila že vnaprej predstavljena, predvidena in pač poteka vedenjsko-kognitivna terapija. Odziv je bil zelo dober, vse skupine so bile polne, pokrili smo torej celo Slovenijo, tiste, kateri nismo pač mogli recimo vključiti, so bili priključeni z oddaljenim dostopom. Čeprav tinnitus pogosto ne izgine, lahko spremenimo način, kako ga doživljamo. Udeleženci terapij poročajo, da jih zvok manj obremenjuje, da se lažje osredotočijo, da imajo manj strahu, manj napetosti in več občutka nadzora. Prav to so rezultati, ki ljudem s tinnitusom omogočajo, da ponovno zaživijo bolj polno. Danes recimo, če se skoncentriram na to, kaj se dogaja v moji glavi, kako mi piska, je to cela paleta enih zvokov, različnih piskov, verjetno zato, ker sem celo življenje izpostavljen hrupu. Tako da, kolikor je meni znano, zdravila za to ni, ampak jaz mislim, da se da tako, da se potrudiš, da odmisliš ta zvok. Poznam prijatelje, ki so imeli res hude težave s tem. Poznam ljudi, ki se jim je dogajalo, da jim zvoni v glavi, ne vem, kadar so pod stresom. Pomoč za tinnitus je, tako da bi bilo zaželeno, da čim prej jo poiščete in si pomagate. Vzroki za tinnitus so različni. V nekaterih primerih pa so lahko povezani tudi z mišično-fascialnimi napetostmi v predelu vratu in čeljusti. Terapevtka Petra Mesarec pojasnjuje, da lahko zakrčene mišice vplivajo na strukture ob sluhovodu. Pri določenih posameznikih se stanje ob ustreznih sprostitvenih tehnikah lahko izboljša. Lipschutz-Bracht metoda v bistvu bazira na dejstvu,
da se v telesu pojavljajo določena bolečinska stanja, določene tegobe, ki so posledica mišično-fascialnih napetosti. Mišično-fascialnih napetosti to pomeni, da se mišice zakrčijo, ne da se fizično skrajšajo in v bistvu pritiskajo na določene živčevje, na določene, recimo če govorimo zdaj trenutno o tinitusu, se v bistvu dejansko mišice obračalka glave, ki je torej sternocleidomastoideus, zadaj trapezius, tale masseter, v bistvu žvečilna mišica in tale temporalis mandibula, pritiskajo v bistvu na sluhovod in povzročajo zožanje sluhovoda, ki lahko tudi pripelje do tega, da potem v notranjosti ušesa slišimo določene zvoke, ki jih drugi v bistvu dejansko ne zaznajo, ne? In kadar gre v takem primeru, torej kadar je to mišično-fascialne narave, se z to terapijo zelo uspešno rešujejo te težave. Kot terapevti imamo v bistvu ene točke, ki jih postiskamo, bom rekla, ena lahka osteopresura se izvede, da v bistvu sprostimo te vratne mišice. In že po prvi terapiji se mora počutiti oziroma občutiti neko določeno drugo stanje. Licenca za to metodo v Sloveniji definitivno ni priznana, zaradi tega, ker je to alternativa in tukaj je pri nas zelo veliko sivo polje, ne? Tako da se v bistvu to promovira kot coaching. Ne? Tako da mi izvajajo to coaching, mi to svetujemo, jaz v bistvu dejansko svetujem, kako si ljudje lahko pomagajo sami. Ker bistvo te terapije je ravno to, da mi ljudem svetujemo, kako lahko sami pridejo do odprave lastne bolečine oziroma do drugih stanj. Pri Lipšer-Barhtovi metodi gre za področje, ki ni del uradne medicinske obravnave, a posamezniki poročajo o izboljšanju po terapijah. Čeprav je tinitus lahko nepopravljiva težava, se veliko lahko naredi s preventivo in pravilnimi navadami. Glasba je umetnost, a poslušati jo moramo pametno, da ostane del našega življenja, ne njegov nadležni šum. Svojim učencem vedno povem, kako se lahko zaščitijo in kaj lahko naredijo, da ne pride do okvare sluha. Se pravi, ko pridemo na stage, prvo, kar naredimo, zmanjšamo monitoring in zmanjšamo slušalke na nulo, toliko, da v bistvu slišimo samo mejno zvočenje. Počakamo kakšno minuto, toliko, da se navadimo na zvok in potem prvo dvignemo monitoring, glihen tok čez, da ne slišimo več glavnega ozvočenja. Slušalke si damo pa toliko na glas, da ujamemo nivo monitoringa. Se pravi, da slušalke niso prenaglas in da monitoring tudi s tem ni prenaglas. In tudi lažje miksati, zato ker imamo v bistvu dejansko balans med slušalko in monitoringom enak. Tinitus morda nima enostavne rešitve, ima pa možnosti pomoči. Z znanjem, preventivo in pravočasno pomočjo lahko poskrbimo, da zvok ostane del našega življenja in da ne postane breme.